Podjetniška energija in ustvarjalnost sta jedro razvoja talentov, kot smo danes tudi že slišali. To pa predstavlja tudi mesto akrobatov, mesto v malem. Z nami je Petra Škarja iz podjetja Katapult in projekta Mesto akrobatov, ki bo pa z nami zdaj delila konkretne izkušnje iz prakse o tem, kako s pravim okoljem in podporo lahko posamezniki svoje ideje spremenite v uspešne zgodbe. Najlepša hvala. Najprej bi rekla čudovito predavanje, gospa Juriševič. Meni je bilo všeč, ker smo dobili kar nekaj potrditev, da smo ene stvari iz prakse ugotovili, da delamo prav, pa tudi po drugi strani kar nekaj stvari, ki moramo pa še izboljšati. In če bi z vašimi besedami začela, predstavila bom en primer okolja za tiste, ki zmorejo in hočejo več. Želimo v praksi tako okolje nekako priskrbeti, urediti, da bodo tukaj res zacveteli. Točno taki. Najlepša hvala. Moje ime je Petra Škarja in danes sem v vlogi vodje fundacije Mesta akrobatov. Zdaj pa pravijo, da je bistvo v zgodbi, tako da bi začeli z eno zgodbo. Zakaj sploh se gremo tega, kar bom predstavila? Katapult in Dewesoft sta v Trbovljah. Zdaj pa, če smo realni, jaz ne prihajam iz Zasavja, ampak sem bila majhna, z Dolenjske je veljalo, da tisti krompir, ko ga nikjer ne prodaš, peleš v Trbovlje. Tam je vse v redu. Tam je zrak slab, tam je zemlja slaba, to je tisto okolje, kamor ne želiš iti. Ampak, kar pa nekateri moje generacije ne vejo več, da je Zasavje včasih imelo izjemno bogato tehnično zgodovino. Tam so bila izjemna podjetja, ki pa so v prehodu v novo državo začela eno za drugo propadati. In to v zelo kratkem času. In potem je dolina zapadla v apatičnost, ljudje so se začeli izseljevati in začeli smo govoriti, da Zasavje, to je pa tisti del, kamor sploh ne greš. Tam ni priložnosti, pojďte van. Bilo je to dokazano, najvišja stopnja depresivnosti v tem okolju. Ampak, kot ima vsako okolje kakšne posebne potenciale in izjemne talente, tudi tukaj so se najdeli taki, ko so rekli, mi pa imamo radi to okolje, mi bi pa tukaj radi nekaj ustvarjali. In en tistih je bil, oziroma še vedno je, Jure Knez, ki skupaj še s 3 partnerji, Andrej Orožen tudi iz Zasavja, pa še 2 Avstrijca, so ustanovili podjetje Dewesoft. Osnova je bila, da je razvil, z doktorskim študijem je razvil en program, ki je bil zelo enostaven za uporabo za merilno tehniko. Se pravi, na enem mestu enostavno si lahko ti neke zadeve zmeril. Takrat je to bilo neka revolucija v merilni tehniki. Prav neverjetno je pa bilo, da so po 3 letih fantje iz Trbovelj, mladi fantje iz Trbovelj, prišli v NASA. NASA je kupila njihov programski jezik in še danes z njimi sodelujejo. In s tem se je začelo tudi prepoznavnost Dewesofta, rast, danes izdelujejo merilne inštrumente kot celostno podporo, tako hardware kot software, delujejo v 20 državah sveta, imajo svoje podjetje, v 70 državah po svetu pa prodajajo, tako da so bolj ali manj zajeli cel svet. Imajo 400 zaposlenih in so 3. najboljše podjetje v merilni tehniki v svetu. V Sloveniji je nekje 200 zaposlenih. In to fantje iz Trbovelj. Kar je pa še posebej zanimivo, niso zgolj poslovni dosežki, pa finančni, ampak tista srž, tista notranjost, ko rečeš, to je pa neka dolgoročnost. In oni vedno rečejo, da imajo 100-letni plan podjetja. Ne sem 5-letni, ampak 100-letni plan. Eno stvar je, da vse, kar gradijo in razvijajo, delajo z lastnim financiranjem, torej brez kreditov. Da je stabilno poslovanje, tudi če je zato bolj počas. Ampak stabilno, trdno, mi ne gremo riskirati preveč. Drugo je, da večino dobička dajo nazaj v okolje, reinvestirajo za razvoj, za podporo okolja, vse skupaj, ne da bi se pa nekdo tu ven izplačeval pa bogatev, ampak rečejo, gre za to, da gradimo celo okolje. In pa, kar je meni prav neverjetno, meni so vedno govorili, da če hočeš nekaj poceni proizvesti, greš na Kitajsko. Oni pa inštrumente za cel svet izdelujejo v Trbovljah. In vztrajajo, da dokler se bo dalo, bodo ostali v Sloveniji. Tudi ves razvoj. Zaenkrat je še vse tukaj. Potem imajo pa še en plan, to je pa forever plan, za večnost. Imajo sistem solastništva zaposlenih. Nekje 180 zaposlenih je tudi solastnikov podjetja. In pa prav Jure Knez je ustanovil pa z družinskim denarjem še fundacijo, dobrodelno fundacijo, ki skrbi za to, da se Zasavje razvija, seveda so lokalni patrioti, in pa da se razvija podjetništvo Slovenije. Zakaj to? Ker s tem nekako zagotovijo, Jure pravi, da tudi kaj mene ne bo, bo zelo težko, da bo to podjetje prišlo v roke tujcev. To podjetje bo ostalo slovensko podjetje. In s takim sistemom želijo to nekako utrditi, ustaliti in to filozofijo širijo tudi naprej med ostale mlade ustvarjalce. A v eni točki so pa rekli,
Vse mi smo uspešni, nekaj uspelo, doline pa še vedno trpijo, mladi se še vedno izseljujejo, Zasavje še vedno ni privlačna regija. Kaj pa lahko naredimo, da mi pomagamo z vsej dolini? In sta Andrej pa Jure rekla, ja, dajmo tisto, kar res imamo in znamo. Znanje, kontakti in infrastruktura, kar so si v teh letih naredili. In ustanovili so Katapult. Katapult je pa, mi rečemo, podjetniško okolje za akrobate s fizičnim izdelkom. Mi rečemo, da akrobati so inovatorji, ki spreminjajo svet na bolje. Z vašimi besedami bi pa rekla, akrobati so tisti, ki zmorejo in hočejo več. Zdaj, zakaj akrobati? Obstaja ena knjiga Akrobati, ki razloži, zakaj je prav ta izraz. Potem so pa mladi začeli hoditi, jaz sem tudi akrobat, jaz bi bil tudi akrobat, jaz tudi isto izstopam. In potem smo rekli, v redu, pa ne bomo pa akrobati, mi smo vsi akrobati. En tak primer, ko me tako ganilo, ko ste tole izpostavljali, imamo enega fanta, ko se je rodil brez roke. Vid mu je ime. In se vidi, da je socialno bil med vrstniki mačkan na strani. Športom se ni ukvarjal, tako so ga malo na stran dajali. In je ves prestrašen prišel sem, pa smo ga opazovali, pa nismo vedeli, ali je malo čuden, ali pa genij. Kam zdaj on gre? In se je začel sprehajati po stavbah, tako nemoteč je, da ima edini dostop do vsega, do vseh firm, in opazuje in potem reče, Jure, zakaj vi tole kalibrirate s 3 napravami, če bi lahko 9 naenkrat, pa bi šlo hitrejš? Pa Jure reče, ja, ni take naprave, ne, sem za 3 imamo. Kaj pa, če jo naredim? Je rekel, nared, ne? In je fant pri 22 letih naredil sistem za kalibriranje naprav, sam. Potem do druge firme pa spet neko inovacijo naredi, do tretje spet inovacijo. In on je zdaj zvezda tega okolja in on je zasijal, on živi, on je najdel svoje okolje. On tle živi, on tukaj se druži s inženirji NASA, z General Electrica so zelo prijatelji in on je pri svojih 27 letih res zaživel. Je pa rabo tako okolje. To so take lepe zgodbe. In zdaj, kaj Katapult, kako bi to razložili? Mi smo kar zrisali eno slikco, da je to vizualno bolj razumljivo. Mi rečemo tako, želiš narediti svoje podjetje, razviti svoj izdelek, super, pridi v to okolje, v središču bo tvoje podjetje. Mi ne vstopamo v lastništvo, tako to je prav tvoje. Ampak kot eno malo mesto, pa hodi od vrat do vrat in povej, kaj rabiš. Kar imamo, te podpremo in ti ponudimo. In tudi na spletni strani imamo, tako se sprehajaš, klikaš, kar pač potrebuješ. In ker so tukaj akrobati, smo rekli, naj bo to potem eno tako mesto akrobatov. Zdaj pa malo bolj v globino, da gremo, kaj torej delamo. Po filozofiji športnikov smo videli, da tudi tukaj je zelo pomembno, da zadostimo 4 področja. Samo eno ni dovolj. Najprej moramo poskrbeti, da se že mladi, zelo mladi navdušijo nad temi stvarmi. Se pravi, mi želimo, da imajo mladi v stiku s podjetništvom pa tehničnimi poklici, da imajo pozitivne občutke. Ali vsaj, da ne zasovražijo, recimo matematike pa teh stvari. Sprav, oni morajo dobiti veselje do tega, kot športnik, ko najprej otročke učiš, da je luštno z žogo se igrati. Tako imamo že zelo majčkene otročke, ki prihajajo sem, pa se spoznavajo s tehniko, pa imajo takele igrice, da spoznavajo elektroniko, imamo robotiko, to je naša robotka Lili, pa imamo še Evo, potem je SOS šola, ki tudi o matematiko na drugačen tak prijet način uči in otrockam naenkrat reče, wow, to je zabavno. To še ni dovolj, da je navdušen, zdaj rabi pa znanje. Smo stopili v izobraževanje, smo naredili mozaik podjetnosti, to je izobraževalni program, ki te korak za korakom vodi od ideje do uspešnega podjetja. Pri tem je pa pomembno, na trgu je trenutno ogromno izobraževanj za podjetnike. Veste, kaj je največji izziv trenutno? Da ne veš, kaj rabiš, pa ne veš, kaj je preveč. Ali pa ne veš, česa ne veš. Tako da je bolj pomembno, da iz množice danes znajo razbrati, na tej točki podjetja, ko sem začel, rabim tole obvladati. Drugo pusti na miru, ker te samo bremeni. Naslednji stopnji moraš tole se naučiti. In tako smo mi tukaj naredili korak za korakom, zelo iz prakse podjetnikov. Zadaj pa smo dodali teorijo, ker smo na eni točki ugotovili, da zgolj praksa tudi ni dovolj. Rabiš formalno izobrazbo, rabiš neko znanje. In veliko mladih danes prihaja, pa se učijo od Anthonyja Robbinsa, Briana Tracyja, to motivacijo. Verjameš, hočem, to je, jaz bom spremenil svet. Pa jih velikrat nazaj malo povlečemo, super, da si navdušen, ampak brez znanja ne bo šlo. In marsikoga mu svetujemo, pošljemo, pejdi se izobraziti. Znanje zadaj mora biti, čeprav na zunaj izgleda, da si sam navdušen, sam verjameš parata. Ne bo. Tako da ta del je pomemben in tole še poglabljamo. Malo se pa tudi mi radi pohvalimo,
zelo nam je dobro dela tale nagrada, Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva smo dobili za tale mozaik podjetnosti. Imamo pa nekaj video vsebin, nekaj tekstovnih vsebin, imamo online, imamo živo dogodke, imamo domače predavatelje, imamo tuje predavatelje, hvala DVSoftu, da nam omogoča ta dostop, tako da probamo tole stalno poglabljati, tudi s šolami sodelujemo, da kaj dodajo neko teorijo zadaj, tako da probamo čim več tukaj narediti. Do praktičnih izobraževanj, ne prosim pozabiti, ogromno investicij, spodbude gre danes v inovativne zadeve, pa ekstra inovacije. Ampak potem pa mi, ti izjemni inženirji, pa jaz pisateljica, smo tam noter in se nam, ne vem, zamaši eno tok in ne moramo nič delati. Na koncu rabiš tudi tista osnovna praktična znanja. Tako da mi tudi učimo varjenja, pa takih osnovnih zadev. Mizarja imamo tam lokalnega in upokojenega, ki tukrat uči nekih osnov. Tako da tudi ta znanja ne smemo zanemariti. No in potem, ko pa imajo znanje, pridemo pa do mentoriranja. Tukaj pa že 1 na 1, ko moraš prepoznati, kaj v neki točki nekdo potrebuje in ima enega, mi rečemo, buddyja, ki je zraven tebe, pa te majčkeno usmerja. Ne dela namesto tebe, ampak te usmerja. Najprej presoja idej, a ga sploh vzamemo v naše okolje, ker zgolj imeti idejo še ni dovolj, ne? Potem je pa se mentorira, se usmerja, kam naj gre, kar je pa lepo videti, pa recimo tisti, ki so že uspeli v tem okolju. Tole Primož Zelenšek iz Čipola, to je pač največjih zvezd tega okolja, kaj mi je uspelo. In kadar ga pokličemo, da pride kaj svetovati mlajšim, vedno z veseljem pride. In zelo spodbujamo in gojimo to, kako bi rekli, skupnost, da nekaj si dobil iz tega okolja, da imej v sebi to, da spet malo daš naprej, ko pridejo za tabo naslednji. In dokler bomo tole imeli, verjamem, da glede skupnosti delamo nekaj prav in moramo to gojiti dalje. No in potem pride do 4. stopnje, v čemer je pa Katapult specifičen v slovenskem prostoru, pa tudi širše, je, da pa konkretne storitve zdaj nudimo tem, ki razvijajo svoj izdelek. Zdaj v Katapult pridejo samo tisti, ki razvijajo nek fizičen izdelek, ne storitve, ampak fizičen izdelek in potem ima možnost najemati pa koristiti prostore, od studija do zasnemanja, coworkinga, to sprostitvenih prostorov, sejnih sob, pisarn, potem imamo še en inkubator zraven, potem v Ljubljani neki pisarn, neki manjšega, ampak nismo vsi strbovali, ne. Laboratorij za testiranje, za CE certifikat, kar je težko na trgu dobiti, DVSoft ima vse znotraj hiše in osnova je to. DVSoft ima ogromno teh strojev pa teh naprav zase, pa reče, mi smo prioriteta, seveda, ne rabimo pa tega 24 ur na dan. Ko ne rabimo, lahko Katapult s tem usmerja, da kdorkoli rabi, te zadeve koristi. Tako da tukaj, hvala DVSoftu, seveda. Linija za polaganje elektronskih vezij, CNC obdelovalni centri, metal, varjenje, laserski razrez, plastika je tudi 3D tiskalnik in pa podporne skupne storitve. Kaj pa tukaj ideja? Jaz sem tudi dedko razlagala, koliko smo se mi inovativno zdaj tega le spomnili. Pa mi dedek reče, pa to ti je navadna kmečka logika. Kaj je to? Če jaz skupim eno kuverto, jaz imam založbo svojo tam, med tista kuverta te velika stane €20 plus davek. Če jih pa 5000 naenkrat nakupimo, kar je 10 firm skupaj to nabavilo, nas pa stane 20 centov. Podobno je z logistiko, podobno je s pakiranjem, podobno je z vsemi materiali, ki jih skupaj nabavljamo in tu so skupne storitve, ki nas 50-70 firm skupaj koristi enotne stvari. In zaradi velikih količin imamo mi konkurenčno prednost pred ostalimi, čeprav smo majčkeni startupi. In to je bistvo teh skupnih služb. Kdor pa želi še sestavo samih izdelkov, tudi to ponujemo. Zdaj, kdo so taki bolj opazni? Akrobati v tem okolju, Čipolo je večina že slišala, s tem se je bolj ali manj začelo. Kolmi. Zakaj Kolmi izpostavimo? To je punca, ki s premoga dela nakit. Ima pa čudovito zgodbo. Ona reče, nekaj, kaj je staro, to je naša dediščina, to je naša zgodovina. Ne se tega sramovati, ampak bodi ponosen na dediščino, jo pa vsem preoblikuj v nekaj modernega postavi. In to je njena zgodba, ko je za Zasavje idealna. Potem je zgodba recimo Jerneja Verbuča, on dela take ekipe z motorno žago. Kaj pri njemu bistveno, zakaj ga izpostavimo? Velikrat to od podjetniška okolja iščejo tiste potenciale, ki bodo milijarde obračali. Mi pa rečemo, tudi tisti posamezen podjetnik, ko bo sebe pa družino preživel, je enako pomemben. Ne pozabimo tudi na te majhne, ker ti mali podjetniki gradijo trdnost nekega gospodarstva, marsikatere države.
In taki so ponavadi prezrti marsikje. Ta je prišel do nas in rekel, jaz nočem zaposlovati, jaz nočem nobenega imeti, jaz bi sem rad iz svojega hobija dobro živel, da udobno naša družina živi. Dela z motorno žago in smo rekli, ja, nič, poskusimo, rabila sta, on pa žena zelo malo. Osnovno znanje računovodstva, osnovno znanje prava, osnovno mogoče poslovanje pa branje bilanc, da sploh razumete vse skupaj, malo prodaje marketinga. Danes imamo težavo, ko naročimo kip, pa je rekel, ja, 2 leti sem poven, počakaj malo. Tako da je res dobro se pozicioniral in kaj bistveno uživa. To je to, iz hobija je znal narediti svoj posel. Potem je bolj poznan tudi Sportbot, zelo tehnološka zadeva, super naredil fant Toni Ulčer, robot, ki se premika po igrišču. Tale pa fenomen. Dijak, ki je razvil spektrometer. Ja, edini Jure se je lahko z njemu pogovarjal, vse drugi nismo vedeli, kaj razlaga. Tale, no, ta sigurno je tiska res izstopa, vse, kar je rabo je stroje, tesne naprave, Jureta ene trika, da sta se malo pogovorila, pa nabavila materijale skupaj z Devisoftom, da se ne dobi na količine. In je razvil spektrometer, ki ga prodaja po šolah. Tako da, izjemen. Zdaj pa par primerov dobrih praks. Mi zelo spodbujamo to, kar danes prav izpostavljate, samo poslovno okolje ni dovolj. Mi nujno rabimo šole. Ker tam bodo dobili znanje, mi ne moramo dati tega znanja, pa tudi nimamo veščin, poučevanja in tako naprej. In par primerov, ko se je res to zelo dobro izkazalo. Primer, eni fantje so iz šole prišli, da so imeli en projekt, da so neka seminarska naloga, da bi razvili raketo. Pa se je večina malo posmejala, Jure pa rekel, pa vi ste malo čudni, ampak v dobrem smislu. Pridite pa razvite vi raketo, raketni motor. In so 4 leta to razvijali, dijaki, pa šli kar daleč, no, te stopnje. Na eni točki so ugotovili, da rabiš 100 milijarde, da ne bo šlo naprej, ampak da zaprejo projekt. 2 od te ekipe sta danes zelo na visoki poziciji v Devisoftu, ker sta iz prakse toliko stvari se naučila pa spoznala. Potem drugo je pa, ki je nek tak pozitiven prehod rato v našem okolju, ponovadi je veliko šol prihajalo k nam gledati okolje. In zdaj pa, če smo realni, pridajo dijaki, ker morajo pridati, ali pa osnovnošolci, ker morajo pridati, in potem so tam okoti, pa so malo jezni, tako malo, ne. Pa mi smo pa zgubljali čase, to so po 2 šoli na dan bili. In smo rekli na eni točki, ne moramo, mi še zmeraj moramo delati, ne moramo si toliko tega prvoščati. Pa ena šola ustrajala, pa dejte no, mi rabimo za tehnični dan, bi prišli k vam. In smo obrnili zgodbo, smo rekli, v redu, če pa vi pridete k nam, bi pa še mi imeli nekaj od tega. Pa razmišljamo, kaj narediti. In je bila ideja ta. Zdaj pa dijaki boste prišli na naše okolje, Devisoft pa Katapult, in zdaj vaša naloga, da v enem dnevu naredite promocijski video, kako vi vidite Devisoft in Katapult. In smo se mi postavili kontravlogo. Zdaj ste pa vi ustvarjali, učenci, mi smo tukaj, povejte, koga rabite za snemati, vsi smo na voljo, vsa infrastruktura, vrata, dostop, vse na voljo, na vas pa je, da jutri dobimo mi video predstavitev Devisofta. Tu so tako zagrabili, da mi nismo mogli verjeti. Zanimivo je bilo vse to, NASA, vsa tehnologija, posod so šli, frajerji so bili po celi, takole so prišli noter. In so naredili promocijski video, ki je še danes najbolj gledana objava na socialnih omrežjih Devisofta. Ja, seveda, ker so oni in teta, mama, stric, učitelj, vsi so to delili ponosno, kaj so naši naredili. In to smo rekli, to deluje, to je to. Potem smo s to filozofijo nadaljevali. So prišli eni fantje, da bi radi za seminarsko nalogo, sem tisti podpis dobil pa neko kljukco. Smo rekli, tako pa ne bo šlo enostavno. Dajte vi en izdelek razviti, pa boste pred tega ugotovili, kaj Katapult ponuja in potem vi spišite to nalogo. In fantje so 2 leti razvijali škrinco, to je obesek, multifunkcijski obesek, škrinca po trboveljsko pomeni napolitanka, zaradi tega je škrinca. Dobili so tudi inženirsko iskro za tole, to so dijaki. So sicer potem po 2 letih zadeva ustavili, par prototipov naredili, potem so se malo razgubili po šolah. Ampak, kaj je bistveno? Jan se čist zgubil takrat v eni šoli, programerski. Rekel, to ne gre, meni to ni. In potem, ko je delal to škrinco, je ugotovil, da obožuje fotografija, video in se je predstavil na multimedija šola. Danes smo svoje podjetje, pa že 3 ljudi, ki delajo to medijske reči. Potem je bil pa še Daniel zgoraj, ta desen, ko je pa programiral aplikacijo za tole. In nam je bilo tako prikupno, ko je prišel nazaj, pa je rekel, zdaj sem šel pa do profesora, pa sem rekel, profesor, zdaj pa razumem, kaj se učimo pri programiranju. A bi me lahko naučili še tole, pa tole, kar rabim za škrinco.
In je bilo to sodelovanje s šolo pa nami idealno v tem primeru. Zdaj ima že poletne prakse, vse dela na DV-softu, kar konkretne zadeve že programira, izjemen talent. Pa je bil pa še tale primer, kako se ven sami pridajo tile izjemni. S šolami imamo čas startup vikende, 2-dnevna zadeva, kjer svoje ideje predstavijo. Večina tizga potem ugasne. Mi rečemo, lahko razvijate naprej, če želite, ampak večina ugasne. Pa je pa en fant, Urban, tako čist tih, visok, da ga ne moreš zgrešiti, hvala Bogu, drugače čist tih, in je vedno hodil tam v coworking in se usedel in delal za računalnikom. Mi mu rekli, nismo nič, malo kave smo mu dali, pa je šel nazaj. In to je dnevno počel po šoli. Pa šel pa do tega vida, pa ga sprašval, kako ta 3D printer dela. Pa šel do Jureta, pa ga sprašval, kako tam elektronika dela. In to je on 1 leto delal, potem pa pride pa nas presenet in naredil izdelek tegelc, postaviš v rožo in ti z nekim sistemom to enakomerno nekako zaliva rožo 14 dni. In je sam razvil in je prinesel in mi smo gledali, a to on dela tukaj že 1 leto, ko k nam hod. In danes je tale Urban, aktivno vpet noter tudi že v DV-softu neke projekte za General Electric razvija, pa za NASA so ga vključili zraven, da bi pomagal. Fant je zdaj šel iz srednje šole naprej v Maribor, se pravi, ne vem, koliko je star, mlad fant. Tako se je noter nekako najdel. Pol pa še, to pa moram izpostaviti, mi, umetniki, ne, smo v tem okolju včasih mačkan, kako bi temu rekla, tam, če si inženir, imaš veliko priložnosti, če si umetnik, si pa, glih kaj veliko ne delamo, ne. Sicer, ko je treba kakšne tekste spisati, nas hitro cukajo, pa kaj povlečejo. Ampak jaz sem v eni točki rekla, veste kaj, ni pa prav, da imamo izjemne inženirje, ki ne znajo niti 3 stavke normalno v slovenščini napisati. Mi ne moramo jih postaviti na visoke pozicije, pa stik s strankami, pa če ne znajo nekako 2 vejic postaviti, res ne zgleda. Tako da prosim, ne pozabite temeljna znanja, dajte jih slovenščino popravljati. Naredijo doktorate, pa vidim, da vejic ni, da stavkov ni, s ChatGPT-jem si pomaga malo skupaj. Mislim, to res ni neka higiena slovenskega jezika. Jaz pretiravam, ker imam založbo, ampak neka resnica oziroma je pa nekje namestne. In potem jaz imam pa založbo, moje podjetje je založba, fundacija pa Katapult ima za hobi zraven, kaj lušno. In na založbi sem pa gledala, zakaj imamo samo inženirji leta, pa tako, inženirstvo se danes zelo izpostavlja. Kaj pa pisatelji? Moramo tudi na to paziti. In mi ena punčka pride na šoli, na Dolenjskem, 3. razred, mečkana, črne kratke laske, mi rečemo gajsna na Dolenjskem. Veste kaj, gajsna, taka, oštra. Tako ima roke na boku in pride do mene, oster korak, pa mi pocuka za hlače, pa reče, a ste vi pisateljica, ki je prišla na šolo? Pa jaz rečem, sem ja, mi se zelo trudimo med mladimi spodbujati pisanje, branje, pa se vem, 99% jih zavija z očmi, ampak mogoče se koga prime. Potem me ona tako gleda, prav nekaj vam moram povedati. Ja, to bo zanimivo, ne? Pisatelj pa ni seksi poklic. Pa jaz pogledam, prav tako je rekla, zanimivo, kaj pa je zate seksi poklic? Pa reče, influencer, pa youtuber. In meni je dala misliti, zakaj je 3. razred, kdo je njej pokazal, da je to super fajn, pisatelj pa ne. Verjetno smo tiste dali nekam na pediestal, na oder. Smo rekli, wow, to je pa super. In pa razmišljam, a bi lahko tudi za pisatelje to naredili. In spet sem šla s to logiko, mi moramo njih spodbuditi, da nekaj ustvarjajo in jih nagraditi za dobro delo. In smo naredili natečaj Mladi pisatelj leta, kjer morajo napisati knjigo od 10 do 17 let stari, knjigo, ne zgodbico, pesmico, zbirka zgodb, knjigo, dolgo saj 150 strani, tako da zelo zahteven natečaj. In izmed vseh knjig zberemo zmagovalno. In potem jo izdamo, damo na trg, normalno se prodaja, naučimo jih osnovnih veščin prodaje marketinga, da dobijo te veščine, predvsem pa, da mladim talentom, biserom pokažemo, razvijaj svoj talent, s tem lahko nekaj ustvariš, da ni to samo nek hobi program popoldanski. In rezultati so izjemni, to uživajo, vam ne znam povedati, to zacvetijo ti prej mal prezrti bralci knjig, pa pisatelji, to so take knjižni črveki, ki so bili v kotu, zdaj so pa to v medijih, zdaj so bili na Radiu 1, zdaj smo jih dali na televizijo, to zaslužijo punce, ki prodajo knjige. In mislim, to je neka stvar, ki njih postaviš, ki je njihovo delo vrednoteno pa opaženo. In zagledamo, da bi še na Katapultu neke take stvari naredili, ker zelo se prijavljajo na to, zelo se jih spodbudi. Stvar, ki nam je pa še manjkala in smo pa zdaj dodali,
so pa temeljne vrednote. S fundacijo smo naredili en projekt 5 temeljnih vrednot Slovenije, ker smo opazili, da so izjemni talenti, razvijajo ogromno stvari, pa pridejo do nas, pa verjela nas vprašajo, kaj je res, da moram druge okoli prinesti, da bom lahko uspešen. Ko je res, da mora unle propast, moram od njega vzeti, da bom jaz lahko imel. Pa to prijetni ljudje, tako zelo prijetni. Rečem, ne, kje smo to slišal? In smo začeli spodbujati pa veliko govoriti o temeljnih vrednotah, ki se jih moraš držati, ki so v tem okolju nujne. Potem smo prišli pa na višji nivo, en projekt 5 temeljnih vrednot Slovenije, kjer so pa seveda ključne šole. Letos imamo pilotni projekt po 10 osnovnih šolah, kjer spet učenci ustvarjajo svoje izdelke, kjer prikazujejo, kaj so vrednote, kako jih živijo. Konec leta jih bomo pa seveda tudi nagradili, pa večji dogodek, pa spet ena priznanja dali, pa tako naprej. Ampak tukaj smo mi totalno prekratki, tukaj je ključno, da imamo sodelovanje šol, ker tam se začne. Začeli smo v osnovnih šolah. Tale misel meni tako lepa, učitelj vpliva na večnost, nikoli ne mora vedeti, kje se njegov vpliv konča. In zdaj, če gremo na tisto prvo zgodbo, da jo zdaj zaokrožimo, Zasavje, kako so vsi izseljevali, danes se je ta trend neverjetno obrnil. Ogromno nas je, ki nismo v Zasavju, pa zdaj se hodimo tja ali delati, veliko se jih priseljuje in tujcev in ostalih. V bistvu je trenutno največji problem, da ni stanovanj. Tako da je Devesov začel graditi zdaj stanovanja, hiše, da sploh imajo ljudje kam iti, ker se je to tako zelo obrnilo vse skupaj. In ne samo, da je tehnološki napredek tam, da se razvijajo nove firme, da rastejo nove firme, zelo veliko skrbijo tudi s to fundacijo za to, da je okolje prijetno za živeti. Da ni to samo industrija pa super delovna mesta, mora biti okolje prijetno za živeti. Se pravi, vlagajo v naravo, v kulturo, v šport, v poti, sprehajalne in tako naprej. Mora biti tako okolje, da en inženir ali pa pisatelj reče, jaz si prav želim tam živeti, ker je pač prijetno. Sprot pa tudi ustvarja. Tako na tak način nekako gradimo prihodnost, lahko bi rekli, da to besedno, ker Devesoft veliko daje na to, ponovadi to odraža Jureta in Andreja, ki ste začela, prav namensko so šli obnavljati propadla podjetja tega okolja. Ker želijo pokazati, da ohranimo to dediščino, ne pozabiti, ampak dajmo to prenoviti in na teh temeljih graditi dalje. Tako da je bivše podjetje Peko, je zdaj glavna stavba Devesofta. Prej je bilo takole tistole desno gor, če gledate, dolga neka streha, so zdaj parkirišče na Devesoftom so naredili, to je zato, ker v Trbovljah ni nobene ravne površine in so mogli na streho gor dati parkirišče, drugam ni šlo. Tule je bivše podjetje Iskra, to so prenovili, v tem je Katapult, prej so bile take proizvodne prostori Iskre, so zdaj sejne sobe Katapulta. STT, strojna tovarna Trbovlja, tudi propadla, so tudi prenovili znotraj pick and place mašine. Tako, ko je dolgo ostalo, je zdaj Zasavski podjetniški inkubator in kot se vidi, že s tem nekako oni ne govorijo o tem, ampak oni kažejo, koliko jim je pomembna dediščina, ohranimo to, ker moraš imeti trde temelje, da lahko tudi potem naprej razvijaš dalje. So zelo ponosni na vse tole. Potem pa Jure gleda tole slikco, pa reče, razumem, a to je mesto akrobatov, pa jaz razlagam, ja, veš, smo tako zrisali, da vsak razume, kaj je mesto akrobatov, kaj dobi, prav, potem moramo zgraditi mesto. Ne, Jure, ne razumeš, to je samo slikovit prikaz, kaj mi ponujamo, veš, da bodo razumeli. Pa reče, ne, ti ne razumeš, mi moramo zgraditi mesto. Prav, kaj je trenutno največji problem? Mi nimamo več prostora za rast. Firme nam odhajajo zdaj zaradi tega, ker se ne more več širiti, vse je polno, skladišča imamo po hodnikih, nimamo se kam širiti in to je stalno, bolj kar razvijajo nove stvari, pač imamo skozi pomanjkanje prostora. In iz te slike, Jure, vizionar kot je rekel, dajmo pa mi zgraditi mesto. In zdaj so že načrti za mesto akrobatov, tega le 10.000 kvadratnih metrov, kjer bo vse to, kar se dela, bilo postavljeno, to je en tako mačkan hrib nad Trbovljam, v bistvu ena redkih površin, da so ravne. In še to so simbolično naredili, to je bil čas ta izkop. In rečejo, naša regija se je zgradila na črnem zlatu, zdaj se bo to pač zasulo in zdaj bodo na točno tej poziciji bodo zgradili pa mesto akrobatov. Tako je izgledalo prej ta ravnina, Trbovlje je takole spodaj v dolini in zdaj so začele delati ceste, urejajo se okolica, zasaditve so že, drugo leto se bo začelo graditi in mesto bo bilo, v bistvu na enem mestu bi želeli narediti res tako mesto v malem. Tako da razmišljajo ne samo to, da je Devesoft tam, pa vsa infrastruktura, pa stroji,
ampak dogovori so šoljo, tehnična šola, da se gor preseli, seveda vrtec, zdravstveni dom je že v nastajanju, zdravnico že imamo, da bo celo mesto imelo, sejne sobe, restauracije, knjigarna, seveda, to zdaj še malo lobiram, katapult, glavno, da bo res tako mesto v malem, pa kar mi je še zelo všeč, zelo veliko pa skrbijo, pa delajo načrte za okolico, da bo vse med gozdovi, da bo veliko zelenja, sprehajalnih poti. To mora biti prijetno okolje, kjer lahko vsi napredujemo, ker najdemo svoje priložnosti in tu z veseljem tam živimo. Tako da to je pa zdaj načrtov naslednje za samo mesto akrobatov. Tako za vsem tem spodbujemo podjetnost, podjetništvo prikazujemo v pozitivni luči, pomembno je, ne pričakujemo, da bodo vsi podjetniki, redki bodo postali podjetniki, pomembno pa je, da je podjetništvo pozitivno sprejeto, ker to razvija dalje. To je pa pomembno, da pri mladih nekako gojimo. Zakaj nam pa je to pomembno? Močno verjamemo, da res želimo živeti in ustvarjati v deželi, kjer je slovenski kapital cenjen, se ohranjajo slovenska podjetja in kjer je delo spoštovana vrednota. In vsi tisti, ki zmorejo in hočejo več, da imajo nek prostor, kjer lahko zacvetijo. Osebno vam pa lahko povem, jaz nisem z tistih koncev, ampak iti tja, samo biti tam med temi ljudmi ustvarjalnimi, to se tako napolne, da rečeš, takrat, ko bi vse skup nehal, rečeš, kako to brsti, to je čisto drugače, kot bereš v medijih. In to je tisto, ko potem povleče celo skupnost naprej, da je res prijetno in živeti tam in res tudi ustvarjati. Zdaj pa poziv še vam, mi res rabimo veliko podpore sodelovanja s šolami, še premalo imamo tega in karkoli imate predlogov, želja, naučiti nas karkoli, mi tega vašega področja ne poznamo tako dobro, sigurno nam pa še manjka ta izobraževalni del in kako še več na tem narediti. Tako da bomo veseli, če bomo tudi nadalje lahko sodelovali in če ste prišli do nas pa nam rekli, tole pa narobe delate, dajmo drugače, veseli bomo vsakega predloga. Tako da, hvala vsem.